PPE. Głos zabierze pani poseł Romana Jordan Cizeli. Bardzo proszę. Spoštovani, že nekaj let se spopadamo s finančno-gospodarsko krizo, ki je trajnostni razvoj potisnila v medijsko ozadje. A kljub temu je Evropa delo na tem področju nadaljevala in smo na dobri poti, da zastavljene cilje dosežemo. Morda zveni ambiciozno, da v teh težkih časih razpravljamo o znižanju emisij, a je za to pravi trenutek. Cilji do leta 2020 so zastavljeni, vanje bomo posegli le z direktivo o učinkoviti rabi energije. Ker pa je pot v nizkoogljično družbo povezana z investicijami v tehnologije, katerih življenjska doba je več desetletij, moramo potencialnim investitorjem že sedaj pokazati, katere so smernice razvoja evropske družbe do leta 2050. In mi kažemo pot v nizkoogljično družbo. Za nas je to pot razvoja tehnologij, vlaganj v znanje in inovativnost ter trajnostni razvoj podeželja. Ker smo na pragu novega večletnega finančnega okvira, mora tudi evropski proračun odsevati tovrstne prioritete, tako v kmetijski in kohezijski politiki, kot tudi v podpori raziskovalnemu programu Obzorje 2020, pa v številnih sektorskih politikah. V tem poročilu nam je v večji meri kot mnogokrat doslej uspelo ostati tehnološko nevtralni, bolj smo tudi poudarili mednarodno komponento in odgovornost tretjih držav za doseganje globalnih ciljev. Dobro je, da smo potrdili ETS kot pomemben mehanizem, kot tržni mehanizem Evropske unije. To pomeni, da vsaka njegova rekalibracija pomeni spremembo podnebnih ciljev. Ambicija za višje cilje je vsebovana v direktivi o učinkoviti rabi energije, ki bo morda sprejeta sredi letošnjega leta. Vse druge cilje, spremembe ciljev, so na kratek rok nerealne. Tako lahko poskrbimo tudi za verodostojnost Evropskega parlamenta. V tej smeri je bilo pripravljenih tudi nekaj amandmajev v sodelovanju s poročevalcem in vabim vas, da podprete realen, a še vedno ambiciozen pristop razvoja v nizkoogljično družbo. Menim, da je zelo pomembno, da Evropski parlament doseže skupno stališče o vprašanjih dolgoročnega razvoja, ki jih je predlagala Evropska komisija v svojem časovnem načrtu. Še zlasti je to pomembno ob težavah, ki se dogajajo v svetu in kjer mislim sama osebno, da bi morda morali bolj tenkočutno prisluhniti vsem argumentom, ki pravijo, da moramo biti s svojimi ambicijami včasih malo bolj previdni. Hkrati bi se pa ob koncu zahvalila tudi poročevalcu, ki nas je odlično vodil in koordiniral v tem času in dosegel, da smo ob koncu, mislim, da pripravili primeren dokument za glasovanje Evropskega parlamenta. Hvala. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów głos zabierze pan poseł Jo Leinen. 2 minuty, panie pośle. Ja, Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der Klimaschutz braucht Sofortmaßnahmen, aber auch eine langfristige Strategie.